Palestinska kustosinja in pisateljica Rana Anani raziskuje palestinsko umetnostno zgodovino in vizualno umetnost. V svojih delih se posveča temam izgube, izbrisa in arhiviranja ter vlogi umetnosti kot orodja solidarnosti. Zadnji teden avgusta je bila gostja 4. mednarodne poletne šole, ki so jo skupaj organizirali Moderna galerija v Ljubljani, Muzej afriške umetnosti iz Beograda in Muzej sodobne umetnosti Črne Gore iz Podgorice. Udeleženci so se med drugimi ukvarjali tudi s temo spomina in preučevali partizanske spomenike, ustvarjene v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Kakšna pa je vloga umetnosti v času vojne? Kustosinja Rana Anani razmišlja takole. The role of art in wartime is not straightforward because Vloga umetnosti v času vojne ni enoznačna. Sama vidim dva dela: produkcije umetnosti in aktivizem. Tudi v vojni lahko seveda umetniki ustvarjajo, kar čutijo, da morajo izraziti, in nihče se ne sme v to vmešavati, a ključno je, da so ustvarjalci tudi aktivisti in da skušajo pritegniti pozornost k temu, kar se trenutno dogaja. Ko pogledamo svet na splošno in umetniško sceno, veliko palestinskih umetnikov in umetnikov, ki skušajo opozarjati na dogajanje v Gazi, je sistematično onemogočanih. V teh časih je res ključno, da se umetniki in delavci v kulturi nasploh, kolektivi in manjše organizacije po svetu povezujejo in opozarjajo na to, kar se dogaja v Gazi, ter dajo umetnikom prostor, da ustvarjajo brez cenzure. Do whatever they like and want without censorship. Rana Anani je pripravila uvodno predavanje poletne šole v Ljubljani. Kot sogovornica se je odzvala tudi povabilu festivala Grounded, kjer je govorila o kuriranju in upiranju molku, sodelovala pa je še v debatni kafani festivala Mladi levi, kjer so razpravljavke pod drobnogled postavile zahodni kanon. Na vprašanje, kako vidi svojo vlogo kuratorke v trenutnih razmerah, odgovarja. At the moment, it's really important, for example, for me to focus on Palestinian artists. Zame je trenutno najbolj pomembno, da se osredotočam na palestinske umetnike iz Gaze in jim dam glas, kjerkoli že so, v Gazi ali na tujem. Nažalost, umetnikom iz Gaze v obdobju pred genocidom nismo posvečali veliko pozornosti, zdaj pa prihajajo v spredje številni mladi umetniki, ki ustvarjajo izjemne stvari, a zanje prej nismo vedeli. In res je to zame pomembno, saj svojo vlogo vidim v tem, da njihova dela predočim občinstvu in vsemu svetu. Projekte, ki prihajajo iz osrčja Gaze, a ne govorijo samo o trpljenju, pač pa tudi o vztrajanju, o želji Palestincev po obstoju in uporu. Skušam se povezati z ljudmi po svetu, delati projekte, pomembne za palestinsko umetnost, še posebej v Gazi. The Palestinian art and especially in specific in Gaza. Rano Anani so na poletno šolo povabili kot predavateljico. Nomadska učna izkušnja in raziskovanje arhivov 3 muzejev na Balkanu pa je bila tudi zanjo posebna izkušnja. Yeah, I was invited by the museum actually to do a few talks. V muzeju so me povabili, da izvedem nekaj predavanj. Vesela sem te poletne šole, saj mi je ponudila priložnost, da raziščem arhive te regije, ki je na tak ali drugačen način povezana tudi s Palestino. Če pogledamo zgodovino gibanja neuvrščenih ter povezave s Palestino, Libanonom in drugimi arabskimi deželami oziroma državami, to me zelo zanima, vidim kar nekaj skupnih točk. Oni dan sem recimo videla fotografije o razstavi v 70. letih in ugotovila, da je znani palestinski umetnik, ki ga poznam in ki je živel v Libanonu, v 70. letih v Jugoslaviji organiziral razstavo. To je bilo izjemno. Raziskujem torej arhive in iščem povezave z mojim raziskovanjem zgodovine palestinske umetnosti. Naslov letošnje poletne šole je bil Revolucionarne poti,
cilj tovarištvo. Koliko je danes tovarištva med umetniki? The reality is not very good actually. Realnost pravzaprav ni dobra. Vsa ta leta, desetletja pravzaprav, smo bili nekako odvisni od velikih umetnostnih institucij in muzejev po svetu, ki organizirajo dogodke in so se, zlasti v zadnjem desetletju, ozirali proti globalnemu jugu in v ospredje postavljali teme dekolonizacije, tako na konferencah kot v razstavnih programih. Toda takoj, ko se je začel dogajati genocid v Gazi, so te dejavnosti prekinili, umaknili so podporo, začele so se odpovedi palestinskim in drugim umetnikom. Nenadoma smo se znašli v položaju, ko v bistvu ne vemo, kako se odzvati, saj se lahko obrneš zgolj na te institucije ali pa si povsem prepuščen samemu sebi. Ni veliko financiranja. Vzpostavlja se neke vrste gibanje in počasi se gradijo povezave. To terja čas, veliko časa, nič se ne zgodi nenadoma. A sem res vesela, da se vzpostavljajo povezave in da se veliko ljudi po svetu, umetnikov, kuratorjev in drugih delavcev v kulturi, ta trenutek povezuje s Palestino. Many artists and curators and art workers around the world are connecting with Palestine at the moment. Kako pa se palestinski umetniki izven Gaze odzivajo na situacijo? It's really difficult actually to produce art during genocide. Zelo težko je ustvarjati, ko se dogaja genocid. Umetniki potrebujejo čas za opazovanje, da se lahko na to odzovejo. Toda presenetljivo je, na primer, da prav palestinski umetniki v Gazi ustvarjajo veliko. To je tudi nekako način preživetja. Imamo veliko slik in podob ustvarjenih z res osnovnimi orodji, na primer s papirjem in svinčnikom, ki jih objavijo na družbenih omrežjih. Tako lahko vidimo, kaj ustvarjajo. Nekaterim je uspelo pretihotapiti nekaj stvari iz Gaze. Videla sem razstavo s pretihotapljenimi knjigami in knjižicami, v katere so risali z običajnimi modrimi kemičnimi svinčniki, in bilo je izjemno. So umetniki, ki jim je v preteklih mesecih uspelo zapustiti Gazo. Skupaj z drugimi palestinskimi umetniki in celo z umetniki z drugih koncev sveta organizirajo majhne skupine, ki skušajo finančno pomagati ustvarjalcem v Gazi. To je trenutno glavni cilj. Z različnimi iniciativami skušajo posredovati denar umetnikom v Gazi, da bi ti lahko preživeli. Na neki točki, na začetku genocida, so organizirali različne delavnice za otroke v Gazi, kot neke vrste likovno terapijo za spopadanje z vojnim stanjem, a tega ni več, saj so razmere vse slabše. Nekateri umetniki na Zahodnem bregu se udejstvujejo, a o tej temi trenutno ne vem veliko, so pa tudi velike razstave, recimo v Ramali, v tamkajšnjem palestinskem muzeju, kjer so zbrali vsa za Gazo pomembna dela in dela tamkajšnjih umetnikov. Tudi tista umetniška dela, ki so sicer last zasebnikov, so uvrščena na razstavo. In še kakšna manjša razstava je tu in tam. Moram pa povedati, da je bilo veliko umetniških del v zadnjih 2 letih zažganih in uničenih. Mnogi skušajo dokumentirati to izgubo, zato se je vzpostavila platforma, ki poskuša navezati stike z umetniki v Gazi in digitalno zabeležiti uničena dela. Če obstajajo fotografije, jih objavijo na spletu. If they have photo of them, of these artworks, they will put them online. V svojem raziskovanju umetnosti se Rana Anani veliko ukvarja z izgubo in izbrisom. Sta to pogosti temi v palestinski umetnosti? There are different themes. I mean, through history, it's they're connected as well to the. Skozi zgodovino se pojavljajo različne teme, ki so povezane z vsakokratno politično situacijo. V 70. letih, na primer, je bilo veliko simbolizma. Izrael je bil neposredno vpleten v cenzuro palestinske umetnosti. Takrat so palestinski umetniki začeli v svojih delih uporabljati simbole in barve zastave na najrazličnejše načine. V poznejšem nekajletnem obdobju so v umetnost vpletali več tradicije. Palestinsko vas, vaško kulturo in pokrajino.
oljke in podobno, kot način, da poudarijo palestinsko identiteto. Po sporazumu iz Osla večina umetnikov ni bila zadovoljna z dogajanjem in z omejitvami, ki so bile vsiljene Palestincem. Zato so se veliko ukvarjali s temami, ki so se nanašale na to situacijo, na primer čakanje. Čakanje na rešitelja. Veliko ljudi je imelo te občutke, kot da samo čakajo, da se bo nekaj zgodilo, morda nek čudež, da bi bila palestinska država lahko neodvisna. To se je odražalo v mnogih umetniških delih. Ko je bil na Zahodnem bregu zgrajen segregacijski zid, so se veliko ukvarjali tudi z razdrobljenostjo in ločitvami, prekinjenimi povezavami med geografsko ločenimi Gazo, Zahodnim bregom in preostankom zgodovinske Palestine. Different geographies between Gaza, the West Bank and the rest of Palestine, the historic Palestine. V Palestini je torej umetnost tako ali drugače zaznamovana s politiko. I was part of this Biennale Qalandia International. Bila sem del bienala Qalandia International, ki je bil v Palestini organiziran od leta 2012 do leta 2018. Že od prve izvedbe tega bienala so v medijih poročali, da združujemo umetnost in politiko. Dejstvo je, da v Palestini umetnosti ni mogoče ločiti od politike, saj je to realnost vsakdana. Zato bi rekla, da večina palestinske umetnosti ni metaforična, utemeljena je na resničnosti. Naj dam za primer Hanija Zuroba, trenutno živi v Franciji, po rodu pa je iz Gaze. Njegova žena je iz Jeruzalema. Ko sta dobila otroka, so se velike težave pojavile že samo pri potovanju in srečevanju, saj on nima dovoljenja za vstop v Jeruzalem ali na Zahodni breg, ona pa ne sme v Gazo. Družina se zato srečuje v Franciji. Toda žena z otrokom mora vsako leto nekaj mesecev preživeti v Jeruzalemu, da dokaže, da je tam rezidentka, s čimer lahko ohrani oziroma obnovi osebne dokumente. Ta ločenost je spodbudila niz umetniških del o zidu. Na slikah Hanija Zuroba je ogromen zid, ki ga ločuje od otroka. Ta pa skuša na različne načine premagati oviro, na primer poleteti s svojim malim kolesom, skakati in tako naprej. To je več kot metaforično. Pravzaprav gre za njegovo življenje, za njegov obstoj. Podobnih primerov je še več. There are other examples, of course, similar examples. V predavanju Gaza skozi zrcalo je Rana Anani izpostavila številne zastrašujoče podatke, ki nas napeljajo na vprašanja, kakšno prihodnost ustvarjamo z zamišljanjem. Je postala znanstvena fantastika načrt za razvoj ubijalskih strojev? In kako bi lahko v dobi mehaniziranih zločinov proti človeštvu ponovno uvedli etično odgovornost? This talk actually was about video games, actually. And it's like... To predavanje je bilo pravzaprav o videoigrah. V resnici je žalostno. Izhodišče je bilo, kako vidimo Gazo, kako jaz kot Palestinka, ki živim v Ramali, vidim Gazo. Vse življenje nisem imela možnosti, da bi bila v Gazi in da bi tiste, s katerimi sem delala, videla od blizu. Vedno se je zdelo, kot da nas ločuje steklo, pa naj si bo to televizija, zaslon mobilnega telefona ali računalniški zaslon. Gazo smo vedno videli od daleč. Tu pa so še neki drugi zasloni. Pod drobnogled sem vzela ubijanje in te nove stroje, ki vojakom omogočajo ubijanje kot v videoigrah, le s pritiskom na gumb ali s klikom, kot bi poslali elektronsko pošto. Pogledala sem torej z te strani in predstavila nekaj del umetnika iz Gaze, Mahmuda Al-Haža, ki raziskuje pravico videti. V primeru kolonializma pravica videti ni nekaj danega, je zelo omejena. Videti pomeni imeti možnost odločanja, za Izrael pa videti pomeni tudi izbrisati. Palestinci nimajo dostopa do vseh zemljevidov. Leta 1997 je bil v
v Združenih državah Amerike sprejet zakon, na podlagi katerega je Google zameglil celotno območje. Čeprav je bil ta zakon pozneje spremenjen, je povezava med Izraelom in Googlom omogočila, da je to območje še vedno nedostopno. Mahmud Al-Haš je poskušal videti Gazo na Google Earth zemljevidu in si ogledati območje, tako kot si je mogoče ogledati Madrid in Washington ali katerokoli drugo mesto, a to ni bilo mogoče. Njegovo delo je zanimivo, ker skuša ta manko nadomestiti s podatki iz arhiva in ustvariti podobo območja, ki ga sicer ne more videti. Pogledala sem tudi delo nemškega umetnika Haruna Farukija, ki se je osredotočil na zalivsko vojno leta 1991 in na to, kako so ustvarili vse tiste podobe, ki so jih distribuirali v medijih z jasnimi tarčami. Te podobe so bile na televizijskih zaslonih le nekaj sekund in v zavesti niso ostale dolgo. Tako pozabiš na realnost bojišča, kjer so ljudje ranjeni in kjer umirajo, vidiš le čist zaslon, ki je zelo podoben videoigri. In tako urijo vojake. Ko se vrnejo z bojišč, jim tudi psihološko pomoč nudijo v obliki iger. Pod drobnogled sem vzela tudi povezave med zabavno, vojaško in orožarsko industrijo, kako se vse tri povezujejo na področju razvoja iger, orožja in prodaje orožja vojski. It's very expensive for the military to basically to get people to invent all these like Za vojsko je zelo drago, da bi sama razvijala tovrstne videoigre za urjenje vojakov, zato je v bistvu odvisna od zabavne industrije, ki vse te igre izumlja. Zanimivo, se vsi igralci, milijoni in milijoni po svetu, ki igrajo te igre, v bistvu pomagajo pri njihovem razvoju, samo z igranjem. Se omogočajo prilagoditve in razvoj iger, ki jih nato prodajo vojski. V preteklosti je tudi vojska naročala razvoj določenih iger. Uporabljajo jih tudi za rekrutiranje, saj mladi danes mislijo, da je vojska kot videoigra. Če pogledamo orožje, ki se zdaj uporablja, vidimo, da imajo na primer tanki, kontrolne mehanizme, ki so videti enako kot doma, ko sedite pred zaslonom in igrate videoigro. Enako je z droni. Imate zaslon in kontroler, ki vam omogoča, da v zrak pošljete drone z bombami in ljudi enostavno bombardirate. Ta prostor, ki se je ustvaril med vojaki in njihovimi žrtvami, to je na neki drugi ravni človečnosti, saj je mogoče ubijati brez razmišljanja in občutkov, in v resničnosti to postane nekako psihopatsko. Rana Anani je trenutno sodelavka Inštituta za palestinske študije in članica sveta kulturnega centra Sakakini v Ramali. Uredila je tudi knjigi spominov umetnikov Nabila Ananija in Slimana Mansurja. O svoji izkušnji z Mansurjem je povedala. I enjoy a lot, just digging in the history of Palestinian art. Uživam, ko se lahko zakopljem v zgodovino palestinske umetnosti, saj je obstajalo to res bogato obdobje solidarnosti, ko so ljudje delali skupaj. Vse te povezave, ki so bile drugačne kot danes. Oba, Sliman Mansur in Nabil Anani, sta v 70-ih skupaj ustvarjala v Palestini in ustanovila palestinsko umetniško ligo, ki je delovala več kot 20 let. Vzpostavila sta vezi med umetniki na območju zgodovinske Palestine, česar prej ni bilo. Večina je takrat delovala v Bejrutu, ona dva pa sta povezala palestinske umetnike z ustvarjalci v samem Bejrutu, kar je bilo res izjemno. S Slimanom Mansurjem sem opravila poglobljene intervjuje, ki so vzeli kar veliko časa. Govorila sva prav o vsem, tudi o zasebnem življenju. V teh pogovorih je razkril veliko o svojem delu, tako da ga bolje razumeš. Pripravi te do tega, da na umetnost pogledaš z druge strani, kar mi je res všeč. It makes you as well look at the art in a different way, which I really like.
Bodo palestinski umetniki kdaj dobili priložnost, da se o lastnem aktivizmu bolj svobodno odločajo? At the moment it's very difficult. Ta trenutek je težko razmišljati o tem. Glede na zdajšnjo situacijo je ta prihodnost zelo, zelo daleč, žal. Če bodo Palestinci svobodni in če bodo dobili priložnost, da se samostojno odločajo o politiki in lahko živijo v lastni državi, a tudi v neodvisni državi, bo spopadanje s posledicami tega, kar vidimo danes, trajalo leta, desetletja. Gostja likovnih odmevov je bila palestinska kustosinja in avtorica Rana Anani. Prevode je brala Lidija Hartmann, za zvokovno obdelavo sta poskrbela Max Pust in Damjan Rostan. Pogovor sem pripravila Sanja Rejc.